Angleži imajo enega Hamleta, Slovenci pa kar 6. Vas je ta številčnost morda spodbudila k raziskovanju te tematike? Ja, vsekakor. V slovenščini je malo besedil, ki bi bila večkrat prevedena in Hamlet je eno zelo redkih, če ne celo edina, ki ni Biblija, ki ima kar 6 prevodov, tako da je izjemno primerna za opazovanje tega, kako se prevodne strategije in norme spreminjajo v času z različnimi prevajalci. Zdaj, na besedilni ravni je bilo eno od najbolj zanimivih odkritij, recimo, da prevajalci niso imeli istega izhodiščnega besedila. So prevajali v različnih izdajah in večina vsebinskih, pomenskih razlik v bistvu izhaja iz tega, da so delali različna besedila, kar včasih verjetno pozabimo. Je pa pri večini Shakespearovih iger ne obstaja samo eno besedilo. Druga stvar, ki je bila zanimiva, je bila, ne vem, kako se je register jezika v gledališču počasi nižal. Tako v gledališču, tako v samih igrah, kot potem tudi v kritikah, recimo. Na začetku so in predstavi tak zelo visok jezik, recimo Cankarjev prevod je bistveno daljši od Shakespearovega, zato ker ni nič ne izpustil, pa vse povedi so morali biti popolne, pa če se le dali, morali biti tistih 11 zlogov, pa tako naprej, tako da je velikokrat podaljšal, da ni ničesar spustil. Pa tudi kritike v tistem času so bile take Shakespearov genij, nepozaben, nedovoljiv in tako naprej, je zelo privzdikan vse skupaj. Potem se je pa in v gledališki jezik na odru in jezik kritik počasi približeval neki formalni knjižni slovenščini in potem v začetku drugega tisočletja je šel do pogovornega jezika, to je v Rozmanovem prevodu, zdaj se pa spet malo vračal v knjižno obliko. Tako da to v bistvu je bilo najbolj zanimivo nekako. Se nam po vašem mnenju obetajo še kakšni novi prevodi Hamleta? Zelo verjetno, ja. Koliko še? Ja, nešteto verjetno. Zdaj, v slovenski kulturi, ampak to ne velja za vse, recimo, v slovenski kulturi je veljalo do zdaj, da se besedila prevaja enkrat za več časa. Večina besedil doživi samo en prevod. Tak so najbolj cenjena, najbolj klasična besedila doživijo več prevodov, ampak že spet, ne vem, vsakih 50 let, vsakih 20 let, ne bolj pogosto. Ampak v nekaterih drugih kulturah je drugače, recimo v poljščini je 12 snov kresne noči. Tako da, malo različna, no? V Franciji je tudi ogromen Hamletovih, ni samo 6. Je zelo odvisno od take kulture posebej. Zdaj, pri nas je to do nedavnega veljalo, v tej zadnji uprizoritvi Fischerjevega prevoda v Ljubljani leta 2013 je pa režiser predstave pa vendarle rekel, da mogoče bi bilo pa v redu, če bi za vsako uprizoritev na novo prevajali ta dramska besedila. Tako da, če bo šel prevod razvoj v tej smeri, potem jaz pričakujem, da bo vse več, ne samo Hamletov, ampak tudi drugih dramskih besedil. Ampak po drugi strani pa najnovejša uprizoritev iz mariborske drame leta 2017 je pa uporablja Fischerjev prevod, tako da mogoče pa vendarle ne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Hvala lepa za to kratko predstavitev. Nasvidenje.